Beletrina v živo. Živjo! V tokratnem Beletrininem pogovoru bomo govorili o spletnem portalu Biblos, ki velja za prvo slovensko spletno knjigarno in knjižnico. Preko tega portala lahko zelo enostavno dostopate do knjig. Ne rabite zapustiti udobja svojega doma, saj lahko do vsebin dostopate preko svojih tabličnih računalnikov in pametnih telefonov. V moji družbi pa je Klemen Pregl, ki ve vse o dobrem delovanju tega spletnega portala. Klemen, živjo! Živjo, pozdravljam. Dobri 2 leti po pandemiji, kakšna je bilanca Biblosa? Namreč v času popolnega zaprtja se vam je izposoja povečala za kar 300%. Lahko rečemo, da je pojav koronavirusa bistveno pripomogel k izboljšanju portala Biblos. Ja, tako. Tudi, se pravi, beležili smo veliko število novih uporabnikov in tudi izposoj, ne. Zgleda, se pravi, v tem popolnem zaprtju države, kjer knjig nismo mogli dobiti nikjer drugje, se pravi, knjigarne, knjižnice so se zaprle, so ljudje tudi spoznali, se pravi, na novo odkrili to dobrino, bom rekel, oziroma možnost izposoje in nakupa tudi e-knjig. Koliko se je tudi zaradi pandemije izboljšala uporabniška izkušnja? Ja, jaz mislim, da se je kar izboljšala. Se pravi, ljudje, ki prej niso tega uporabljali, so se s tem seznanili, ne, usvojili osnove in zdaj nekako, se pravi, ja, kako bi to rekel, usvojili, no, se pravi, to novo možnost, da tudi kot elektronsko berejo knjige, ne, iz, se pravi, domačega naslanjača. Ne. Na kak način sicer komunicirate z vašimi bralci? Kako izveste za uporabniško izkušnjo? Ja, zdaj v okviru Biblosa je tudi, se pravi, Biblos podporni center, kjer komuniciramo preko telefona, e-maila, socialnih omrežij, Facebooka, Instagrama, kjer komuniciramo s strankami, dobivamo povratne informacije in tudi pomagamo recimo novim uporabnikom, da to tehnologijo osvojijo. Glavni namen vašega portala je bilo v bistvu ustvariti neko novo generacijo bralcev, ki bo brala v slovenskem jeziku. Povejte, vas še imajo za resno konkurenco tiskani knjigi? Ja, zdaj ne bi rekel kot konkurenco, no, zdaj nekako Biblos je nastal z nekim poslanstvom, da ni, se pravi, tega odliva bralcev na tuje trge, ne. Zdaj vemo, iz tujine imamo veliko možnosti brati knjige, velika je ponudba, ampak so knjige v večini v tujih jezikih, slovenščine ni. To pa je bila, se pravi, neka slovenska opcija, da slovenski bralci lahko berejo knjige v svojem jeziku, ne. Omenili ste tujino. Kakšno zanimanje je bralcev za izposojo iz tujine? Tudi je, se pravi, največ bi rekel nekako zamejci, recimo največ posegajo po naših slovenskih knjigah in pa recimo v času dopustov, se pravi v poletnem obdobju, ne, beležimo tudi rast, se pravi dopustniki radi si sposojajo e-knjige in jih, da ne rabijo fizičnih, kakšnih dodatnih ruzakov ali kaj podobnega nositi tudi na dopust, ne. Lahko rečemo, da so temelji Biblosa trdni, recimo po teh 10 letih od ustanovitve tega spletnega portala, glede na to, da je ta spletni portal povezan predvsem z javnim interesom. Ja, tako jaz bi rekel, da je Biblos kar že integralni del, no, bralne kulture, da popolnoma sobiva z fizično knjigo. Kakšni so sicer zadržki založb pri njihovih odločitvah, da bodo nove tiskane knjige izdali predvsem ali pa tudi v spletni obliki? Ja, zdaj jaz ne bi rekel, da gre za neko kanibalizacijo, ne, se pravi, da bi e-knjiga kanibalizirala fizično, to je, se pravi, kot neka dodatna možnost, ne, dodatna storitev za splošno populacijo in če dalje več založb, no, se tudi odloča za elektronske knjige, ta trend raste, no, sploh v zadnjih letih smo to zasledili. Kakšne zadržke so pa na začetku imeli? Ja, jaz bi rekel, se pravi, kakšne čisto finančne, ne, zdaj nekoliko ta pretvorba je specifična, ne, in jaz mislim, da je kle nekako, mogoče se malo bale založbe, ne, kako je s tem, ampak zdaj, kot vidimo, zadnja leta ta trend raste in tudi se opogumljajo založbe, čedalje bolj. V ozadju Biblosa se platforma nenehno posodablja, spreminja in prilagaja, seveda v skladu s posodobitvami, kot jih zahteva sistem Android, iOS in Huawei. Kaj to pomeni v praksi, glede na to, da imate opravka z vse večjo poplavo teh digitalnih naprav na tržišču? Ja, zdaj v osnovi je nekih 15.000 različnih Androidov na trgu, ne, kar terja... Je kar izziv za vas, ne? Ja, tako, terja nenehno, se pravi, neko posodabljanje in prilagajanje, ne, kar pa večinoma poteka v ozadju, to uporabnikom ni vidno. Koliko knjig si v tem trenutku mogoče izposoditi in kako dolgo jih ima uporabnik knjige lahko izposojene? Dobra novica je, kar se mene tiče, je, da ni zamudnine. Ja, tako je, tako je. Zdaj, po mojih podatkih, je nekaj več kot 6600 knjig na voljo na Biblosu. Uporabniki si jih lahko, se pravi, z aktivnim knjižničnim računom izposodijo 4 knjige naenkrat
za 14 dni. Kot ste omenili, ni nobene zamudnine ali nobeni dodatni stroški s tem ne nastajajo. Po 14 dneh se knjige avtomatsko vrnejo in si lahko izposodimo nove. Imamo pa možnost, se pravi, predčasnega vračila tudi po 24 urah. Ne? Se pravi, če knjigo preberemo, jo lahko vrnemo in si izposodimo novo. In tudi isto knjigo si lahko večkrat izposodimo, recimo, ne, če jo ne preberemo do konca, ni kakšnih omejitev. Biblos ponuja svoja bralnika, Inkbook Calypso Plus in Inkbook Focus, ki imata do oči prijazen e-papir. Omogočata pa tudi branje ob sončni svetlobi in sicer brez tega naprezanja. Drži, da je ravno Inkbook zaradi svoje integracije s sistemom Biblos mogoče najbolj primeren za nas bralce. Ja, tako, se pravi, zdaj bralniki uporabljajo tehnologijo e-črnila ali e-ink. To je nekako najboljši približek papirja oziroma branju iz papirja, ne, kar pomeni potem, da ni teh težav, ki so povezane z ostalimi zasloni, se pravi, da bolijo oči, da boli glava ali kaj podobnega. Ne, zdaj ti naši bralniki se od ostalih, če tako na grobo rečem, ne, razlikujejo v tem, da na vse podprte bralnike, ki podpirajo Biblos, je potrebno knjige nalagati preko kabla in računalnika. Na naše bralnike pa lahko, se pravi, to, kar preko Wi-Fi-ja naredimo, je naložena oziroma prednaložena aplikacija gor, kamor se vpišemo s svojimi knjižničnimi podatki in potem na ta način knjige prenašamo na napravo. Je pa sistem in celoten portal Biblos tudi izredno prijazen za slepe in slabovidne. Kakšne so še prednosti vašega portala tudi za ostale ranljive skupine? Ja, tako kot tudi sami bralniki, no, se tudi da, se pravi, prilagoditi pisavo, lahko povečamo, pomanjšamo črke, kar je, se pravi, za slabovidne velika prednost. Nekje beležimo, da recimo 60% ljudi, ki nosijo očala, lahko bere na bralniku brez očal. Ne, to je nekako taka glavna prednost. Potem seveda za gibalno ovirane, ne, da si lahko knjige izposojajo kar od doma, da ne rabijo hoditi v knjižnico in nazaj, ne, in pa seveda tudi za dislektike. Se pravi, so, bom rekel, neke nastavitve v samem bralniku, kjer si lahko prilagodimo pisavo, ozadje in še kaj podobnega, da si olajšamo, se pravi, samo branje. Kar se tiče osvetlitve zaslona, zelo pomembno je tudi mogoče pri branju ponoči, da ne motimo tistega, ki spi poleg nas. Ja, tako. A lahko na tem področju pričakujemo še kakšne izboljšave? Dobivate to, kakšne feedbacke strani vaših uporabnikov? Ja, zdaj se pravi, ta lučka je v bralniku, to je malo taka posebna lučka, no, ni tako intenzivna kot na kakšnih drugih napravah, tako kot ste omenili, se pravi, da recimo ne motimo osebe, ki spi zraven, ne, je pa seveda ta tehnologija konstantno napreduje in prav zanimivo bo, no, kaj lahko pričakujemo še v prihodnje. Kako je pa s področjem zvočne knjige? Zvočna knjiga se mogoče lahko tudi primerja z nastankom in razvojem tudi knjige v elektronski obliki. Ja, zdaj bi težko primerjal, no, se pravi, elektronsko in audio knjigo. Zdaj nekako tukaj imajo založbe še nekakšne zadržke, no, je nekoliko dražja produkcija same audio knjige. Zdaj sam Biblos že v osnovi podpira, je pripravljen na audio knjigo in tudi sami že pospešeno, že kar nekaj časa pripravljamo katalog v bistvu audio knjig, ki pa bodo predvidoma v prihodnjem letu zaživele tudi na Biblosu. So pa zvočne knjige kar v vzponu, kar se tiče globalnega vidika, ne? Ja, tako. Zdaj beležimo, no, sploh zadnji čas, da se tudi pri nas čedalje bolj oziroma je čedalje večje povpraševanje po tem, ne. V svetu pa že kar nekaj časa, ja, seveda. Klemen, povejte, bomo lahko knjige spletne knjižnice Biblos brali tudi sicer zaprtega bralnika Kindla? Tako naivno vprašanje. Ja, tukaj se bojim, da, oziroma veseli bi bili, no. Dajte, bodite optimist, no. Ja, veseli bi bili, zaenkrat nič ne kaže na to, zaenkrat Kindle podpira 8 večjih jezikov, slovanskih jezikov, nažalost ni, kakšni šumniki so problem, kot zanimivo tudi ruskih knjig, recimo ruskega jezika ne podpira. Zanimivo, ja. Tako da morda v prihodnje, no, se pa bojimo, da nič ne kaže na to, da bi kdaj iz Kindla brali tudi slovenske knjige. Pa bodimo vseeno optimisti, no, da se bo nekoč bralo tudi v slovenskem jeziku. Ja, upajmo, da kmalu. Z mano je bil Klemen Pregelj, ki ve vse o spletnem portalu Biblos. Upam, da smo vam navdušili, skratka, uporabljajte Biblos. Živjo. Beletrina v živo.